smo se zbrali v takšnem številu. Moje ime je Maja Monru. Monru sem si izbrala kot psevdonim oziroma pisateljsko ime, ker pomeni v prevodu moja pot. In moja pot sem si izbrala zato, ker v bistvu ves čas delam stvari svojevrstno in po svoje. In tudi od malega že stremim preko meja in vzorcev ustaljenih družbenih pričakovanj. In danes smo tukaj zato, ker sem napisala svojo prvo knjigo, ki je slučajno tudi knjiga za moške. O tem, kako ljubiti sodobno žensko. Kako se je vse skupaj začelo? Ljudje me zmeraj vprašajo, zakaj sem napisala knjigo za moške, kako to, da sem prišla sploh na to idejo in kako se je vse skupaj začelo. Pa če najprej na prvo vprašanje skušam odgovoriti, čeprav je na to vprašanje vedno težko najti odgovor, še sama si nisem točno razjasnila, zakaj se je pri meni zgodil ta vzgib, da napišem knjigo za moške. Delno sigurno je to nastalo zaradi mojih življenjskih okoliščin ali pa spleta okoliščin, ki so se dogajale v mojem življenju. Velik del knjige pa je nastal kot posledica pisateljskega procesa, ki ga je zelo težko razložiti. Se pravi, začneš pisati in pišeš tako dolgo, dokler ne nastane knjiga. Tako da na tak način je v bistvu tudi nastala knjiga Pot do nje. Kako se je vse skupaj začelo? Vedno, ko me to ljudje vprašajo, se spomnim enega specifičnega trenutka. Bilo je na morju, grozna vročina, sedeli smo v senci, srkali limonado s prijatelji in debatirali. In kadar mladi ljudje debatirajo, slej kot prej začnejo govoriti o moških, ženskah, o seksu, o odnosih, o biti ali ne biti v odnosu. Začele so se pojavljati misli, pomisleki in vprašanja, zakaj ljudje tako razmišljajo, zakaj ne znamo ali pa ne moremo biti več v odnosu, zakaj odnos ni več osvoboditev, ampak je težko garanje in v bistvu nekateri ga primerjajo celo s kletko in tako. Pri umetnikih sama sebe smatram za pisateljico, ker v bistvu že od otroštva naprej zelo rada in skozi pišem. Pri pisateljih se ponavadi, ko se tako misli nakopičijo v glavi, zgodi takšen poseben umetniški pisateljski proces, kjer se pojavi nevidna sila, ki te potegne, te porine za mizo in potem v bistvu ti vrže v glavo kepo navdiha in reče, zdaj pa piši, to moraš napisati. In obeseditev teh zamisli, ki se je pri meni zgodila, se pravi nevidna sila, navdih, obeseditev misli in nastalo je prvo poglavje. Takoj po tem prvem poglavju pa so se v bistvu v mojem življenju naenkrat pojavili ljudje, ki so ves čas mano želeli govoriti o moških in ženskah in o odnosih, tudi jaz seveda z njimi in so te debate kar letele eno za drugo. In še ena v bistvu znana situacija ali pa trenutek, ki se ga spomnim iz teh začetkov, je tudi debata z mojim očetom. Sedeli smo na kavi, moj oče, njegov prijatelj, moška v srednjih letih, oba dva ločena oziroma samska, in se pogovarjamo o tem, kako je moškim danes težko živeti v sodobni ženski. Takrat sem jaz v bistvu bolj poslušala kot govorila in ob njunih vtisih ali razlaganjih in debatiranju o sodobnih ženskah sem doživela velikansko spoznanje. In seveda, ko se je spet zgodil tisti proces, nevidna sila, navdih in obeseditev misli in nastal je v bistvu zapisek Ljubiti moškega takšnega, kot je. Ko sem ta zapisek objavila na svojem slovenskem blogu, se je zgodil na nek način prelomni trenutek, namreč število ogledov iz mojega bloga je iz 30 skočilo na 300 in dobila sem ogromno ful dobrih feedbackov strani moških, da ja, ta bi mogle vse ženske razmišljati, ne? In zakaj ne in tako naprej. V glavnem dobila sem od moških nekakšen tudi klic na pomoč, da takoj imenujem, oziroma vse pak sem jaz to začutila, da bi bilo treba pač ženske malo bolj osvestiti o tem, kako je njim težko od nas. Potem je seveda nastalo drugo poglavje, ki je temeljilo na tem spoznanju, da pa vseeno je začetna poteza na moški. In potem, seveda, ko je postala ta zadeva, da bi jaz napisala knjigo zelo resno v moji glavi, se pravi, se je pojavil projekt, da tako rečem, jaz, ko sem bolj projektni tip, sem se sedla za mizo še enkrat, vzela list papirja, bulico in si naredila miselni vzorec. Katera vprašanja so tista, katere teme so tiste, ki bi jih naj
v bistvu nova, ker vemo, da jih je že ogromno takšnih knjig, nova knjiga na trgu, ki bi tokrat bila namenjena torej moškim, o odnosih med moškim in žensko, kaj bi naj ta knjiga vsebovala. In potem so se pojavila vprašanja, kot na primer, zakaj se med sabo ne razumemo seveda, pa potem zakaj ženske o eni stvari razlagajo vedno znova in tisočkrat eno in isto, kakšen bi naj bil sodobni, privlačni moški oziroma zaželen samec, zakaj niso vse ženske recimo enake, zakaj je vsaka za sebe drugačna in kako jih v bistvu vseeno lahko, kako bi vseeno lahko popredalčkali, da tako rečem, v neke homogene skupine, se to sploh da. Potem, zakaj so nekatere ženske postale prezahtevne danes do moških ali pa premalo zahtevne po drugi strani, se pravi na nek način njih gledele ženske, ne? In tako naprej. Pa potem tudi seveda o seksu, tudi o tem sem se razpisala, to se mi zdi nujna tema, kadar govorimo o odnosih moški-ženske, pa na primer o situacijah, ko gre za posebne priložnosti, pa ženska ful pričakuje, moški pa je takrat v stiski, ne? Se pravi, tudi take stvari se mi smiselne vključiti. In z vsemi temi vprašanji se mi zdi prišla v tem, da ključno temeljno vprašanje je, kako bi torej moški mogli danes ali naj moški danes neko sodobno žensko, da bi nekdo zarovan predstavljalo ras in svet. Pa začnimo kar s prvim poglavjem. Se pravi, prvo poglavje je seveda moralo biti na nek način ta bistvena razlika med razmišljanjem moškega in ženske. Ker ravno ta različnost dojemanja situacije, naše reakcije in pa način razmišljanja je tista bistveni temelj vsemu ostalemu v naših odnosih, v naših interakcijah. In ker je takih raziskavam in tak naprej. Se pravi, napisati čim bolj ekspresivno knjigo iz vsakdanjega življenja. No in če zdaj gremo na to teorijo v razmišljanju med moškimi in ženskami, kot jo je zastavil Mark Gangor, govorimo o tem, da moški razmišljajo skozi sistem škatel in ženske skozi sistem inštalacije. Pri inštalaciji si lahko predstavljate zdaj žičnato celost, kakorkoli, važno je to, da to non-stop leti in da to leti za svetlobno hitrostjo in vse je povezano z vsem. Medtem ko pri moških govorimo o sistemu škatle, se pravi, moški ima za vsako stvar eno škatlo. In ko razmišljajo o eni stvari, lahko razmišljajo samo o tisti stvari naenkrat, ker so takrat v tisti škatli. Tako ima moški povprečne, recimo, v današnjem življenju več škatl, med katerimi je škatla avto, škatla stanovanje, škatla družina, škatla služba in škatla moja ženska, takrat, kadar je v zvezi in si ženska seveda po njegovem mnenju zasluži svojo škatlo pri njem. Tu je pa še ena škatla, ki je izrednega pomena za moške, to je prazna škatla. In prazna škatla pri moški izgleda približno tako. Ponavadi je pospremljeno za televizorjem. Gre pa za to, da je to nekakšna meditacija za moške, tako kot ženske, ki razgrnemo joga podlogo, se spravimo v zakompliciran položaj in potem poskušamo obežati svojim mislim. Moški se preprosto prekobeca v prazno škatlo in je to to. On več nič ne sliši, on nič več ne vidi, vidi pač tisto, kar je pred njim in imamo žgane na off, da tako po domače povemo. In ravno v takšnih situacijah pride do konfliktov med moškim in žensko seveda, ker moški takrat ni dovolj odziven, medtem ko njena inštalacija leti 100 na uro. Primer, ženska pride domov z novo frizuro. Zdravo, dragi, imam novo frizuro, sem bila pri frizerju, on je v svoji prazni škatli, gleda televizijo in seveda sploh ni slišal, da je ona prišla domov. Ženska inštalacija to v trenutku analizira in vrže naprej ženski oziroma ji predloži verjetnostne račune, med drugim tudi o tem, da več ni dovolj pomembna, da bi on sploh obrnil svojo glavo ali pa da bi jo pozdravil nazaj. Zato pozdvigne ton. Zdravo, dragi, sem prišla domov, veš, me slišiš? In izkušen mož
moški bo v tem primeru zdaj že zaznal to povišano frekvenco v glasu, ta povišan ton, in bo zaznal to, da mora iti iz prazne škatle, zdaj pa bo škatlo moja ženska. Ampak spet, predno on to naredi, se pravi, gre iz prazne škatle, zapre to škatlo, odpre to škatlo, stopi noter v škatlo moja ženska, mine čas. In ženska na drugi strani spet za to njeno inštalacijo dobiva nove predloge njene inštalacije, ki leti in spet verjetnostni računi, nima me dovolj rad, išče izgovore in tako naprej. Skratka, več o tem sem napisala v prvem poglavju podrobno o sami teoriji ali ideologiji, da tako rečem, in pa seveda je zraven vedno napisan tudi pri teh poglavjih praktični primeri vsakdanjega življenja. Drugo poglavje je na nek način podobno kot prvo temelj knjigi. Se pa veže na tisto moje spoznanje iz tiste kave, ki sem prej omenila, in sicer poimenovala sem ga bistvo vseh bistv, ker sem ugotovila, da ženska ves čas od moškega rabi samo eno in edino stvar. Seveda ona tega ne ve, mi imamo v bistvu občutek, da rabimo ful stvari, v bistvu rabimo samo eno stvar od moškega, in tudi moški seveda ne ve, ker če bi vedeli, da je ker samo v eni stvari, bi v osnovi razmišljali, da kak super je z nami in kak smo enostavne, ne pa kak smo zakomplicirane. In to ena stvar je, preverite v knjigi, hecam se, ta ena stvar je potrditev. Ženska v vsakem trenutku v bistvu od moškega pričakuje ali pa si želi njegovo potrditev. Gre predvsem za potrditev ženstvenosti, se pravi njenih ženskih lastnosti oziroma dejavnosti, aktivnosti. Se pravi, ženska želi potrditev od moškega, da je dovolj lepa za njega, da je pametna, da je dobra v postelji, da je dobra v kuhinji, da je dobra mama in tako naprej. In moje mnenje je, da je ključ do ženske, da bo moško ljubezen doživela kot resnično polno in veličastno ljubezen, je prav v tem potrjevanju v bistvu njene ženstvenosti. In tudi moja celotna ideologija v knjigi je, da za takšnim potrjevanjem njene ženstvenosti lahko moški, današnji ženski, ki je že od malega naprej spremljena z družbenimi, nerealnimi ideali in ves čas nekako v tem preizkusu in na preizkušanju, ali je dovolj dobra za ta svet, ni dovolj dobra za ta svet. Se pravi, z tem potrjevanjem njene ženstvenosti strani njenega moškega, katerega mnenje je za njo vendarle najbolj pomembno, se prebudi njena ženstvenost. In prebojena ženska v svoji ženstvenosti je potem ženska, ki lahko za svojo brezpogojno ljubeznijo in milino pozdravi svet okoli sebe. Eno izmed praktičnih ali pa najbolj komercialnih, da tako rečem, je 22 odtenkov žensk. Zadnje čase so odtenki zelo moderni, zato sem si jih tudi jaz zbrala. Namreč skozi to skušam opisati različne tipe žensk, kljub temu, da je nemogoče ženske seveda poenačiti, jih poskušam vseeno za voljo moškega razumevanja lažjega poškatlati, se pravi zložiti v škatle glede na njihov karierni status oziroma kako ženske gledajo na razmerje med službo in družino oziroma privatnim življenjem, koliko jim to pomeni. Potem jih skušam v bistvu razdeliti tudi glede na starostna obdobja, se pravi v različnih starostnih obdobjih, kako ženska gleda takrat na življenje, kaj v tistih obdobjih pričakuje od moškega, kaj v bistvu si želi od življenja. In pa na koncu, da je stvar še bolj začinjena, pa tudi jih razdelim po astroloških znamenjih. In potem se lotim v 4. poglavju moških. Kakšen je sodobni moški, ki je seveda privlačen in 6 odtenkov oziroma 6 lastnosti sodobnega moškega, ki bi si jih naj želela vsaka ženska. Seveda so izjeme, ženske smo različne, ampak skušala sem v bistvu 6 takšnih lastnosti najti, ki bi jih resnično oboževala pri svojem moškem vsaka ženska. In tudi iz izkušenj, iz pogovorov in iz poznanstev vem, da takšni moški obstajajo, ki imajo vseh 6, tako da sem se tudi trudila, da bi zadeva zvenela čim bolj realno, kolikor se da in mogoče. 5. poglavje je tisto bolj filozofsko poglavje o mojem opažanju, o ženskah, ki so postale, pač jaz jih poimenujem tiranke. Gre za ženske, ki so prezahtevne, ki so mogoče nekoliko zašle s poti svoje ženstvenosti in prav tako v drugo smer ženske, ki so zbledele, ki je zbledel na njih tisti začetni žar, ki ga ima ženska in
v katerega se moški tudi zaljubi. In zadnji del poglavja v bistvu tudi namenim življenju z žensko, ki se bori za depresijo. 6. poglavje je potem zelo, zelo praktično. Temelji na Bibliji odnosov o moških in ženskah. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, dr. Johna Greya. V bistvu sem njegovo teorijo o tem, kako naj moški pristopi k ženski in zakaj recimo moški težko ženski pomaga rešiti problem, sem skušala nekako vseeno opredeliti in najti enostavne metode in opise, kako se moški naj loti zadeve takrat, ko ženska, to je tisto, kar sem prej na začetku povedala, govori o enem problemu znova in znova in znova, njegova rešitev pa nikoli ni dovolj dobra. No, tukaj je potem opisanih par načinov in pa pravljična številka 7 za poglavje o seksu, o katerem sem se tako razpisala, da sem poglavje mogla razdeliti kar v 2 dela. Tako da prvi del opisuje oziroma se nekako spopada z klišeji ali pa moškimi morda zgrešenimi pogledi na to, kaj si ženske naj bi v postelji želele in razkriva te stereotipe, pa tudi na nek način tabuje, o kateri ženska nikoli ne bodo spregovorila na glas. Vse večina ne. Drugi del pa v bistvu popolnosti namenjen ženskemu orgazmu. Spet 8. poglavje je zelo praktično, govori o posebnih priložnostih, tudi o tistih, ko moški ne ve, da gre za posebno priložnost, ženska pa pričakuje, seveda, da se bo odzval. In v bistvu v tem poglavju spet zelo praktično skušam moškim predlagati določene metode, določene načine, kako se lahko pripravijo na te priložnosti in kako v bistvu najdejo enostavno povedano najboljše darilo za svojo žensko. In pa v tem poglavju tudi razkrivam, kaj je po mojem mnenju tisto pravo žensko pričakovanje ob teh priložnostih. 9. poglavje, spet mogoče nekoliko bolj filozofsko, psihološko moje opazovanje, se pravi, govorimo o ženski frekvenci. To je tisti trenutek, ki bi ga lahko opisali tudi med dvema ženskama. Govorim o alfa in beta ženskah v tem poglavju in o večni tekmovalnosti žensk za moško pozornost. Se pravi, tukaj je ženska frekvenca med tekmicami, kateri namenjam največ v bistvu prostora tudi v tem poglavju. Pride zraven pa še tudi ženska frekvenca v družini, se pravi mama hči, sestra, tašča, snaha. To so potem še ženska frekvence, tudi zanimive. In pa ženska frekvenca med prijateljicami, ki je v bistvu bolj pozitivna kot negativna, ampak je vseeno dobro, ker je velik del ženskega življenja, če ima zelo dobro prijateljico, ta prijateljica predstavlja, je dobro za moškega tudi to frekvenco v bistvu med njima dvema razume. In v 10. poglavju vse skupaj ponovim še enkrat. Zdelo se mi je vredno knjigo zaključiti z 10 poglavji in v zadnjem poglavju vse skupaj spraviti v kratke in jedrnate obnovitve, pravim jim v bistvu škatle, tako da je razdeljeno po škatlah. In pa še enkrat opišem na kratko filozofijo in osnovno idejo, temeljno idejo knjige na 2 straneh. Hkrati pa dodam še 22 komercialnih, neprecenljivih na svetu, ki jih moški lahko uporabijo v vsakodnevnem življenju, da bi si pridobili pluse v ženski. Prav tako se mi je zdelo smiselno, da pač dodam tisti zapisek, s katerim se je vse skupaj začelo, ki ga poimenujem tukaj obvezno branje za ženske, se pravi zapisek o tem ljubiti moškega takšnega, kot je. Namreč prepričana sem, da bojo knjige zelo radi prebrali tudi ženske, če ne drugega, zato da bojo preverili, kaj druga ženska piše njihovemu moškemu o tem, kako naj z njimi ravna. Ampak v vsakem primeru pa seveda ta zapisek namenjen nosi tudi zelo globoko sporočilo, namreč vsi vemo, da za rast odnosa morata delati in prispevati oba, tako moški kot ženski. Moja vizija te knjige za to knjigo in s to idejo je to idejo o prebujanju ženstvenosti razširiti med moške in ženske po celem svetu. Zato imam v bistvu načrt. Odločila sem se, da prijavim svoj projekt v bistvu za zbiranje sredstev na crowdfunding platformi Kickstarter. To je v bistvu platforma internetna za množično financiranje, kjer lahko ljudje z celega sveta, če jim je projekt všeč, prispevajo različne zneske, od 5 € pa do 1000 €, kolikor se jim zdi pač, da lahko in želijo, prispevajo v skupni budžet, z katerim pa lahko potem kreator, ustvarjalec projekta izvede svojo
oziroma realizira svojo vizijo. V mojem primeru bi to bilo seveda angleški prevod, profesionalni, bi naredila s tem denarjem, pa potem seveda so tu noter še vsi stroški za globalno samozaložbo knjige. Pravzaprav je knjiga danes postala že podjetniški produkt, lahko rečemo. In tudi jaz gledam tako na to, zato se mi zdi pač ta način z zbiranjem sredstev prek Kickstartera, ki mi ponujajo na tak način tudi globalno promocijo, zelo pač dober. Danes v bistvu od 11. ure in 11 minut naprej je objavljena na Kickstarteru moja kampanja, kjer lahko vsak prispeva seveda različne zneske. Za Slovence sem pripravila poseben paket, ki se mu reče Slovenian Supporter Package, in za 25 € prispevka dobijo Slovenci v ta namen, oziroma v zameno, slovenski podpisan, tiskan izvod in tudi poštnina je vključena v ceni. Tako da to je v bistvu tisto najbolj zanimivo za Slovence, seveda pa so tudi še potem drugi paketi, ki se pa vežejo pač potem na angleške izvode, pa na angleške produkte, ker je pač zadeva globalna. 16 000 €, kot sem že rekla, je moj budget, ki ga moram zbrati. Kickstarter deluje na tak način, da samo če zbereš znesek, ki si ga zamislil, torej 15 999 ni dovolj, 16 000 ali več, samo v tem primeru se dejansko ljudem zaračuna s kartic njihov prispevek in v tem primeru jaz dobim denar. Ta denar bi porabila, kot sem že rekla, za prevod celotne knjige, pa profesionalno angleško urejanje, ilustracije tudi v knjigi, tisk, izdelava audio knjige, mednarodno pošiljanje moramo upoštevati v bistvu, ker v tem znesku že. Kickstarter si vzame svojo provizijo, seveda pa potem želim si, ali pa želela bi si, da bi vsaj 1000 € ostalo nekako za nadaljno promocijo in marketing, ker sam Kickstarter predstavlja v bistvu dejansko začetek, prva izdaja, potem naprej pa je v bistvu treba podobno kot pri vsaki drugi knjigi ponovno promovirati, hoditi po predstavitvah in vse to in zato so seveda potrebna dodatna sredstva. Tako bo knjiga izgledala. K sodelovanju sem povabila enega najboljših slovenskih ilustratorjev, Mladena Melanška, ki bo poskrbel, da bo vsako od 10 poglavij dobilo svojo uvodno ilustracijo. Tu sta primera ilustracij Ženska frekvenca pa 22 odtenkov ženske. Prav tako tukaj so že primeri naslovnic, seveda to se bo vse finaliziralo po koncu, se pravi, kampanji. In zdaj smo že pri tem, kako lahko pomagate. Se pravi, pomagate lahko tako, da razširite informacijo o samem projektu in o sami knjigi čim bolj in svojim bližnjim, svojim daljnim, predvsem pa vsem. In to lahko storite tako, da preprosto poveste, da trenutno pravkar Mlada Slovenka recimo zbira sredstva na ameriški platformi za samozaložbo, globalno samozaložbo svoje knjige za moške, ki jo je napisala. Napotite jih lahko na stran www.podudonje.wordpress.com, to je slovenska stran, če pa boste s tujci recimo komunicirali, pa preprosto na uradno spletno stran knjige www.awakeningher.com. Pri takšnih projektih, ki so zelo ambiciozni, ampak vsekakor ne več nenavadni v današnjem času, je seveda mreža ljudi, ki širijo informacijo, neprecenljiva. Se pravi, prijatelji morajo povedati prijateljem in ti prijatelji morajo povedati svojim prijateljem, se pravi, prijatelji in priporočila morajo iti od uz do uz, zato da je pač učinek. Super je, če pač lahko še vsak, ki deli informacijo, doda neko osebno sporočilo, osebno noto, ker danes v tej poplavi informacije v bistvu ljudje ponavadi, če ni nekakšnega osebnega priporočila zraven zadeve, sploh ne pogledajo. Seveda za mene bo izjemnega pomena, bodo imeli tudi mediji, ker mediji razširijo zadevo še v širšo množico in kampanje, statistično gledano kampanje, ki so imele dobro medijsko pokritost, so sigurno zbrala sredstva, včasih celo do 200% sredstev. In pa vplivne osebe, ljudje, ki imajo veliko mrežo poslovnih partnerjev, strank, ali pa recimo zelo dosti sledilcev na Facebooku in Twitterju, tudi te osebe, že samo en stavek na njihovem omrežju ali pa v njihovi mreži lahko ogromno pomeni. In pa seveda socialni mediji, to pa predvsem za vas, se pravi za tiste,
ki lahko pomagate od doma na nek način. Pomembno bo zdaj na Facebooku lajkati, všečkati vse objave naslednjih 30 dni. Prej sem pozabila povedati, da traja kampanja 30 dni oziroma 29 dni še danes in v teh dnevih moram jaz brati ta denar. Zato je pomembno predvsem, da se delijo posti, ne samo všečkajo, se pravi delitev ima dosti večjo vrednost, še večjo vrednost pa ima seveda, če je kakšna osebna objava vmes, ki potem samo link in da vi kaj napišete. Se pravi tudi enako pač potem za maili, da se maili prepošljajo po možnosti ne forwardirajo. In zakaj bi pomagali? Preprosto zato, ker jaz resnično srčno verjamem, da lahko moški za svojo osebno oziroma za svojo pristno moško preprosto ljubeznijo v ženski prebudi ženstvenost in njeno veličastno ljubezen, ki jo pa rabimo v današnji družbi in v današnjem času, da bi ozdravila svet, ki gre v napačno smer. Bob Marley je rekel: največji strahopetec je tisti moški, ki prebudi žensko ljubezen v njej, ne da bi jo nameraval tudi sam ljubiti. Ne glede na to, da je Bob Marley bil eden tistih moških, ki je ljubil veliko žensk v svojem življenju, pa je njegovo dojemanje ženske bilo okvirjeno okoli njene izvirne lepote in ženstvenosti, ki jo je prepoznaval izključno v ženski takšni, kot je bila. Tako je bilo zanj značilno, da se je zmeraj pritoževal, kadar se je njegova ženska naličila. Vedno je namreč želel, da je, kadar je z njim, popolnoma naravna. In takšno jo je potem znal potrditi v njeni ženstvenosti. Moški niso nikoli zmogli v popolnosti razumeti, kako močno so si ženske želele, da bi našli pot do njih takšnih, kot so v svojem bistvu, kot so v svojem originalu. Privlačnost med žensko in moškim namreč ni naključna. Tako različna sta si, da je njuna popolna enost mogoča samo, če sta se pripravljena popolnoma predati ljubezni in zaupati, da je to vse, kar potrebujete. Namen njune združitve je naučiti se ljubiti drugega enako kot sebe, pri tem pa sebe sprejeti v svojem najbolj čistem originalu. Toda moški se rodijo v povsem drugačen svet kot ženske. Medtem ko njim pripada preteklost junakov, se ženske že zelo zgodaj soočijo z dejstvom, da je življenje v sodobnem svetu zanje neusmiljena pot dokazovanja in sprejemanja svoje ženstvenosti. In ženstvenost je za žensko lahko tako prekletstvo, kot tudi čudovito darilo vesolja. Biti ženska zanjo pomeni, da se bo skoraj vse svoje življenje učila ljubiti samo sebe, brez zagotovila, da je bo to na koncu tudi uspelo. Vendar, če ji bo, potem bodo pravljice o čarobni moči resnične lepote, ki jih je pripovedovala babica v otroštvu, dobile svoj smisel v njenem življenju. Čarobna moč resnične lepote pa ni nekaj samoumevnega. Ne, potrebno jo je pričarati, včasih jo je potrebno tudi priboriti. In tukaj, dragi moški, nastopite vi. Tako namreč dobi svoj smisel tudi princ na belem konju. Ženski original ni tista ona, ki se bori za svoj prav in za izpolnitev svojih predstav o popolnosti. Ženski original je tista ona, ki se bori sama s seboj in svojimi strahovi, da je takšne, kot je v resnici ne boste sprejeli in ljubili. In vi zatrjujete, da jo ljubite prav takšno, kot je. Ali res? Ali lahko razumete globino njene neprepričanosti v samo sebe? Brez da bi jo postavljali sebi ob bok, ali lahko razumete krhkost, ki jo v resnici nosi v sebi? Kljub vsej moči, ki jo sicer izžareva, ali lahko verjamete, da je v resnici zlomljiva in ranljiva? Pa ne zato, ker bi bila nemočna ali slabotna, pač pa zato, ker je v prizadevanju za ugajanje svetu in osrečevanju drugih pozabila osrečiti samo sebe. In ne samo to, pozabila je tudi, da je že od vsega začetka lepa in neskončno ljubeča. Učili so jo, da se je za ženstvenost potrebno boriti, namesto da bi ji povedali, da mora za osvojitev ženstvenosti samo biti. Biti mora ženska. Dovoliti si mora nežnosti, ranljivosti in sanjavosti. Dovoliti si mora hrepenenja po varnosti in vzajemni ljubezni. Pa se ne. Mnoge ženske se raje obsojajo in krivijo za svoje vzgibe ženstvenosti. Zmotno so prepričane, da je okej, da poskušajo biti močnejše, kot so v resnici. Da je okej, da potlačijo svojo prizadetost, da se vedejo tekmovalno, kot moški, da se pehajo za uspehi in cilji, ki si jih v resnici sploh ne želijo, samo zato,
da bi dokazale svojo enakovrednost v svetu, ki temelji na vrednotah, katere že dolgo nimajo nič skupnega z resničnim ženskim hrepenenjem. In ob vsem tem se krivijo še zato, ker ne morejo v popolnosti osrečevati svojega moškega, ker ne zmorejo nadzorovati svoje vzkipljivosti na 25. in 26. dan menstrualnega ciklusa in ker ne zmorejo usklajevati svojega kariernega življenja z družinskim. O vseh zablodah sodobne družbe je vse, kar si ženska želi, biti popolna. In ob razumskem zavedanju, da popolnost ne obstaja, vseeno stremi k popolnosti, vse do trenutka, ko se ne uspe več boriti proti sebi. Ko pride do tega, je na koncu poti. Takrat se sesuje, morda povsem navznoter in za zunanji svet neopazno, a koščki mozaika, ki ga je gradila iz otroštva, se lomijo zanesljivo in boleče. Naposled ostane samo še majhna, vendar povsem čista sredica. Ženska v njej, ujeta pod plastmi neprepričljivih vzorcev preteklosti. Pogosto je ta sredica tako majhna, da je mnoge ženske sploh ne vidijo in v žalosti in bolečini propade še zadnje upanje za njihovo spoznanje. Toda včasih, zelo redko, nekatere ženske potem, ko so se zlomile, poberejo sleherni košček sebe stal in sestavijo nov mozaik. Takšen, v katerem sredica zaželi v svoji živosti in lepoti. Odpustijo si. Vzljubijo svoj original kot edini izvor ljubezni, ki jo želijo dajati in deliti. Ženstvenost takšne ženske začutiš takoj, ko jo srečaš. Preprosto veš, da je lepa in polna ljubezni in da je poosebitev vseh opisov, ki so kdaj bili zapisani v čast žensk. Vse, kar vam lahko da ta knjiga, je zapisano, razloženo in je utemeljeno na primerih iz resničnega življenja. Moški, ki poznajo pot do nje, obstajajo. In čeprav jih ni veliko, jih je dovolj, da se lahko izognemo omembi besed, kot je na primer beseda fenomen. Na vas, kot moškemu, je sedaj odločitev o tem, kako boste v prihodnosti ravnali s svojo ljubeznijo do ženske. Jo boste poklanjali ali odmerjali. Nikar ne pozabite, da je namen človekovega obstoja, da se nauči ljubiti. Četudi nas skušajo prepričati v nasprotno. Četudi nas poskušajo prepričati v to, da ne potrebujemo nikogar, da je ljubezen izmišljena iluzija o sreči in da je sebičnost nekaj vitalnega za preživetje v današnjem svetu. Ženska potrebuje moškega in moški potrebuje žensko, saj njuni raznoliki ljubezni, ki jih nosita v sebi, skupaj ustvarjata potencial najvišjega smisla človeka.